Pozdravljeni. Se prednost Red Bulla RB19 skriva v podrobnosti, ki jo je marsikdo izmed nas pregledal? To bomo skušali ugotoviti v naslednjih minutah. Verjetno smo vsi mi navdušenci ugotovili, da na začetku sezone 2023 je Red Bull RB19 tisti najbolj uspel bolid. Vsi ostali s težavo sledijo ritmu, ki ga ima predvsem Max Verstappen in za njim Sergio Perez. A po drugi strani, kje je skrivnost, ki jo je Adrian Newey zopet ustvaril na tem svojem projektu? Gre za aerodinamiko ali se moramo ozreti tudi na kaj drugega? Mi vsi navdušenci, ki dirke za veliko nagrado spremljamo prek televizijskih ekranov, smo verjetno opazili, da Red Bull RB19 je bolid, ki z veliko lahkoto omogoča voznikom držati izjemno hiter ritem, ne obremenjuje pnevmatik in ne kaže kakšnih prirojenih težav. Ampak je skrivnost samo v aerodinamiki? Namreč mnogokrat smo lahko v raznih virih zasledili, da na primer Mercedes W14 je popolnoma zgrešen, ker njihov koncept minimalističnih bočnih struktur ni tako dober kot tisto, kar vidimo pri Red Bullu. In če se poleg tega doda še Zero Pod Concept, torej angleško poimenovanje, se verjetno izpade izjemno učeno, ampak malo kdo nam razloži, kje je skrivnost enega in drugega. Še več, če pogledamo pri Ferrariju, imajo v bistvu nekaj čisto diametralno nasprotnega od onega, kar vidimo pri Mercedesu. In ne en in ne drugi koncept se ne more kosati z onim, kar so pokazali pri Red Bullu. Ampak sedaj je najbolje, da kot običajno stopimo še korak nazaj in skušamo razmišljati malce širše. Namreč je res vse v aerodinamiki ali se skrivnost morda skriva nekje drugje? Namreč avtorji, ki spremljajo dirke za veliko nagrado Formule 1, so opazili nekaj zanimivega. Pri Red Bullu je položaj voznika izjemno zadaj v primerjavi s samo konkurenco, kar lahko prinese bistvene prednosti pri mehanski uravnoteženosti bolida. Namreč najprej se moramo zavedati nekega osnovnega dejstva. Sedež voznika sloni takoj pred seveda samim rezervoarjem v bolidu. In ta rezervoar se nahaja več ali manj točno nad težiščem. Menim, da smo vsi mi že slišali, da po športnem pravilniku Formule 1 je dovoljena poraba goriva znotraj velike nagrade 110 kg, kar pomeni, da ukolikor bi se rezervoar znašel daleč proč od samega težišča, bi to pomenilo velike spremembe. In tu seveda sedaj zgodovinski primer, že mnogokrat videna Alfa Romeo 158, kjer je rezervoar bil tu zadaj. Kot vidite, narisani so tudi čepi in bolj kot se je dirka bližala k koncu, manjša je bila masa na samem zadku in seveda samo pogonsko osjo so vozniki imeli težave. Nato z Lotusom 25 so se rezervoarji preselili v sam bok vozila in tako v bistvu pripomogli k temu, da so bili bolidi krajši in seveda bistveno bolj ugodni, kar se tiče mehanske razporeditve mase. In tu je lep primer March 751, kjer lepo vidimo
kje so čepi za dolivanje goriva in seveda tu, levo in desno, imamo rezervoarje na izjemno nevarnem mestu, ampak učinkovitem. In seveda, ko se je dirka bližala koncu, se je masa v rezervoarjih nižala, ampak to je bilo v bistvu tik pod samim voznikom, pod njegovo zadnjico in ni vplivalo toliko na samo spremembo težišča. In verjamem, da vsi vi veste, da rezervoar za voznikom je v bistvu pozna pogruntavščina in nekako posredno vezana na samo varnost in aerodinamično učinkovitost, vsaj tistega, kar se tiče nad samim bolidom. Namreč prvi bolidi, ki so imeli rezervoar za voznikom na sredini, so bili oni, ki so jih napravili pri ekipi Lotus. In to zaradi tega, ker na samem dnu so s stalnim efektom potrebovali prostor za Venturijeve kanale. Tu je znani Lotus 79. In seveda od takrat zaradi varnostnih, ampak tudi aerodinamičnih razlogov je zadeva ostala tam, kjer jo poznamo še danes. Ampak sedaj, če pogledamo, kako spredaj sedijo pri Mercedesu dvojni V14, pri Ferrariju SF pomišljaj 23, so nekje na sredini, ampak pri Red Bullu RB19 bistveno bolj zadaj, si lahko začnemo domišljati, da pri Red Bullu so pri samem konceptu bolida tudi pazili na samo težišče. Če se ozremo v predzadnje obdobje Formule 1, bomo lahko videli, da so bolidi imeli res različne medosne razdalje. Tu je Red Bull RB12, seveda znan bolid iz sezone 2016 in tu je Mercedes dvojni V10. Če jo poravnamo na prednji osi, bomo videli, da dolžini sta različni, kar se tiče medosne razdalje, ampak prednji del, tam, kjer je vozniška kabina, v bistvu sovpada. Torej, nimamo kakšnih velikih razlik v tistem prednjem delu. V današnjem pravilniku Formule 1 seveda velja, da bolidi izkoriščajo zopet stalni efekt in to pomeni, da rabijo čim daljše dno in zaradi tega težijo k čim daljši medosni razdalji. Pri Red Bullu so izgleda drugače oblikovali rezervoar, da so lahko voznika pomaknili malce bolj nazaj. In to pomeni, da pravzaprav tudi s to uravnoteženostjo lahko bolje delujejo pnevmatike, nimajo takšnih težav, predvsem na zadnji osi. In pravzaprav ne smemo pozabiti nekega dejstva. Voznik z zaščitno opremo in sedežem mora tehtati najmanj 80 kg, kar pa je konec koncev kar lep doprinos k skupni masi vozila. In spomnimo se pred desetletji, kako so pri raznih ekipah imeli uteži na tistem distančniku na samem dnu. Sedaj z Red Bullom so seveda maso pomaknili malce bolj nazaj, kar je morda tudi eden izmed vzrokov, zakaj so tako uspešni. A ne smemo pozabiti tudi na neko malenkost. Namreč različni vozniki so različno visoki. In med vozniki, ki so v ekipah Red Bull, Ferrari in Mercedes, je George Russell tisti najvišji, 4 cm višji, naprimer, od Maxa Verstappena. Ampak Max je oni, ki sedi bistveno bolj zadaj. Tudi to nam pove nekaj, da je bila ta razlika narejena namerno in da pri Red Bullu imajo bistveno več skrivnosti, kot se lahko zdi na prvi pogled. Vseeno zadevo bomo morali še preučevati in menim, da mnogi analitiki morajo že počasi nehati se skrivati za nekimi tujkami, brez da bi jih znali razložiti. A za danes, za ta zanimiv pogled, bo to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.